Kaj dobiš, ko med seboj križaš prečudovito džunglo, eksotične živali, starodavne templje in spokojnost gora, ter na drugi strani milijonsko mesto? Mesto Čang Maj na severu Tajske. Pridružite se nama pri raziskovanju edinstvenih zgodb in okusov, ki naredijo Čang Maj nepozabno destinacijo. A naj bo to z enodnevno skrbjo za slončke, učenjem tajske kulinarike ali pestrim nočnim življenjem. Vendar, bodite previdni, saj vas morda le en poljub spremeni v pravega ladyboya. Dobrodošli v Čang Maju. Vlog začenjamo na eni taki šmarni gori Tajske, in sicer na Doi Sutepu, na templju oziroma gori, ki se razprostira nad samim mestom Čang Maj. Čang Maj velja za drugo največje mesto na Tajskem in pa prvo največje mesto severne Tajske. Ima kar 1,2 milijona prebivalcev in v bistvu se nahaja 700 km severno od Bangkoka. Midva sva se do sem premaknila kar z nočnim vlakom. Bi pa na prvo žogo rekla, da je Čang Maj veliko bolj umirjen, kljub temu, da je pač res tako velemesto. Kako se prevažati po Čang Maju? Tole je ena edinstvena izkušnja, ki jo nam doživeli kjer na svetu. Namreč po Čang Maju voz kar 3700 teh rdečih taksijev oziroma Songtel se imenujejo. In v bistvu te peljejo, to je v bistvu neka kombinacija taksi oziroma busa. Pač naložiš se gor, pelje do 8 oseb, peljete kamorkoli, ne tako kot buska, pač ima fiksne postojanke. In ja, v bistvu stane 30 batov po mestu oziroma pač na malo daljše razdalje kao 60 batov na osebo, ampak zelo radi natigujejo turiste in jim računajo veliko več, tako da glede na to, da je teh rdečih taksijev kar skoraj 4000, se vam splača pač jih malo več ustaviti pa vprašati za ceno. Je pa to super, no, midva zdaj greva do Doi Sutepa, do templa, kjer bova pričakala svoj čas. Songtel namreč pomeni dve vrsti in v bistvu to so pick-up traki, ki so predelani, tako da imajo dve klopi. In ja, je pa to najcenejši način premikanja po mestu in tako se tudi prevažajo domačini. Dobrodošli na Doi Sutepu. Kakor vidite, nas čaka zdaj kar strm klanc, približno 300 štenk do vrha, kjer nas čaka baje odličen razgled na downtown od Čang Maja in pa tempelj. Doi Sutep je v bistvu hrib, ki se nahaja približno 15 km od Čang Maja. Je pa v bistvu kar visok, se pravi, do njega vodi taka zelo vijugasta cesta po džungli. Nahajava se pa na nadmorski višini več kot 1000 metrov. Tako da včasih ni slabo, da vzamete s sabo kakšno jopco, ker jaz mislim, da če va tlele do sunseta, nas zna malo zazepst. Ja, nimava jope. To je to. No, pa saj ni toliko slabo. Jaz sem že zmatrana. Kako? Se šele na polovic? Ojoj. Ima pa zasnova tega templa eno zanimivo zgodbico. In sicer po legendi naj bi menih Sumanatera dobil vizijo v sanjah. V teh sanjah mu je bilo rečeno, da naj gre v mesto Pangcha in poišče relikvijo. Ta relikvija, ki jo je našel, je bil del kosti rame. In sicer ta rama oziroma kost rame večina verjame oziroma pravi, da naj bi pripadala sami Budi. In kar je še več kot to, sama kost je imela take malo čudne lastnosti. In sicer svetla se je v temi, pol se je kar čudežno izginjala in pojavljala nazaj. In je rekel Sumanatera, ok, to mu mesto odnese kralju. On to kost res odnese kralju, ampak tam pa ta kost te magične moči kar čudežno zgubi. In ta kralj ga itak ni resno imel in mu je rekel, dej, pej ti nekam drugam. No in če nadaljujemo zgodbo, potem je kralj Nunanone slišal za to čudno kost in je povabil tega meniha k sebi in mu dal v bistvu napotke, naj nese kost na sever Tajske. Na severu Tajske v mestu Lapahun, oziroma kar je danes mesto Lapahun, se je kost razdvojila, pač počla je in je šla na dva dela. En del so pač nek druge, v enem drugem templju razstavili, ta drug del so pa obesili na belega slona in ga spustili v džunglo. Potem, ko so slona spustili v džunglo, je ta nekam zataval in potem se je čudežno na nekem mestu ustavil,
trikrat zapiskal z svojim morilcem in se zgrudil, pač umrl je. In to so vsi potem verjeli, da je neko znamenje, da mora tukaj obvezno postaviti tempelj. No in ta tempelj je seveda ta tempelj za nami. Ja, no, naju je malo tale čas prehtu, oziroma ne čas, dež, ker smo v monsunskem obdobju in je začel lit, tako sem mogla dol iz gore jeti. Zdaj sama gora ponuja še bistveno več, kot samo tempeljni razgled. Imate bivšo kraljevo rezidenco, kamor so se pač umaknili iz Bangkoka, če so šli na sever. Imate potem še 2 ure pa pol pohod do v bistvu vrha gore, Doi Suthep, kjer je pa sploh fantastičen razgled, tako da imate malo idej, kaj lahko počnete. Naročila sem eno najbolj tipično jed tukaj na severu in sicer kos soj, ki je v bistvu taka juha z neko kokosovim pač mlekom in nudli, 3 različnimi piščancem in pa karjem, neka kombinacija vsega. Tako da nimam pojma, kakšno je to, idemo probati. Pekoče kot hudič. A res? To pa nekaj za ponča. Zaved, malo umirem. Drugač pa dober. Danes nas čaka ena res nora stvar in sicer gremo slončke gledati. Ja, odpravili smo se do Elephant Sanctuary, torej do zavetišča slonov, kjer jih bomo v bistvu negovali, božali, hranili in pa verjetno tudi kaj izvedeli od njih, tako da, ko mi čakava. We try to rescue them, where we rescue them, we want to see them happy, better than in the past, enough of food, enough of water, also protect them too. Yeah. Ko rezervirate tele ekspedicije dnevne oziroma dnevne ekskurzije za ogled slončkov, teh v bistvu zavetišč je kar nekaj. Določeni so malo bolj etični kot drugi, tako da dajte se prej pozanimati, da greste v tega etičnega. Se pravi, brez tega, da se rajdete, mislim, da jahate slone. V bistvu sloni so zelo občutljivi in imajo tudi pač ta hrbten del zelo mehek in ni primerno, da jih jahate. Pač v nasprotju recimo s konji, ki pač so zelo primerni za jahati. Ja. Tako da prej se pozanimite. Zdaj so nas pa oblekali v tele pončote, da bomo zgledali, kaj to pravi domačini, da se nas sloni ne bojo ustrašili. Zdaj pa gremo. Čak še. Sam. A bo probam dati vaše usta? V tem zavetišču imajo veliko srečo, saj se jim je pred kratkim rodil tudi mladiček. Verjetno pa niste vedeli, da so slonice breje skoraj 2 leti, preden povržejo mladiča. Tole pa je, a? Nahranili smo jih, evo. A si vedel, da slon poje kar 300 kg hrane na dan? V bistvu približno 10% svoje teže, pa spije od 100 do 200 litrov vode na dan. Noro. Noro. Ja, ti veš, da boš jedel, a ne? Teacher, with the baby, you have stay for the baby a little bit, okay? And you just like stay for all day, okay? You can touch the over here. Touch baby, okay? Ful je dober, pač čisto neverjetne te živali, pa tako imajo močen rivc, tako prav čutiš uno surovo moč. Zagrab ti hrano, ja, ful dober. Tako izkušnjo res težko opišeš, mislim, enostavno jo moraš doživeti in preprosto moraš biti tukaj. Pač mislim, saj sva veliko slončkov videla že v živalskih vrtih, sam to je pa zdaj čist na naslednjem nivoju.
Čisto je drugo, ko imaš pač slona pred sabo, ki se ga dotikaš, ki ga božaš pač. Noro je, res je noro. Pa še ena pomembna stvar, nikoli ne pridi slonu od odzadaj, ker vidite to veliko nogo, to je enosmerna vozovnica nazaj v Slovenijo, ker te to brcne, poletiš. Evo, tukaj smo jim potem pripravili še posebne take krogalce, se pravi, ki so polne vlaknin in nekih antioksidantov in stvari za njihovo boljšo prebavo. Zdaj se gremo pa kopat sloni, pa proteinčke jim nesemo. Slone večinoma rešujejo iz 3 lokacij. Prva so logging campi oziroma kraji, kjer podirajo, sečejo drevesa in nato slone uporabljajo za transport, saj so večinoma tako globoko v gozdu, da mehanizacija ne pride blizu. Druga so kraji, kjer slone uporabljajo za jahanje, in tretja so cirkusi oziroma kakršnikoli šovi, kjer slone uporabljajo za zabavo gledalcev. Kam pa zdaj šel pončkla v en blat? Sloni obožujejo blato in se tudi sami nekako namažejo z njemu, če slučajno ni zraven človeka, da bi jim pomagal, kajti jih le-ta ščiti pred soncem, je kaj ena sončna krema, pred insekti in nasplošno jih varuje, tako da blato kul. Celega ga bom namazal! A te ima vsejo? Jaz sem mislil, ko bom čist vam prišel. Nope. Dan je kar hitro minil, sigurno je izkušnja, ki jo priporočava čisto vsakemu, če se nahaja v Chiang Maju. Vse, kar gledate tekom najne popotniške serije po Tajski, lahko raziščete tudi sami, skupaj z nama. Če vas mika ogled tržnice na vodi v Bangkoku, obisk slonjega zavetišča v Chiang Maju ali raziskovanje tropskih otokov na jugu države. Lahko vse to doživite še letos, saj organizirava potovanje na Tajsko. Vabiva vas, da se pridružite najini ekspediciji, ki pa ni klasična turistična izkušnja. Midva potujeva butično, v majhni skupini, do največ 10 popotnikov. Z dovolj časa, da destinacije ne samo vidiš, ampak zares začutiš. Brez hitenja od znamenitosti do znamenitosti, več pristnih trenutkov, lokalnih okusov in doživetij, ki jih sam težko najdeš. Skupaj z majhno skupino bomo raziskovali Tajsko tako, kot so jo spoznala midva in kot jo vidite v tej popotniški seriji. Ves čas bova z vami 2 slovenska spremljevalca, zato je potovanje primerno tudi za solo popotnike ali pa za tiste, ki se na tako avanturo odpravljate prvič. In verjemite, domov ne boste odnesli le lepih fotografij izpod spretnih prstov našega ponča, ampak tudi zgodbe, ki bodo ostale z vami še dolgo po potovanju. Za več informacij obišči najino spletno stran www.pontsonc.com ali poskeniraj tole QR kodo na ekranu. Slišala sva, da moraš iti obvezno v 7-Eleven po njihove slavne traditional sendviče, ikonične sendviče, tako da vam videla zdaj to testirala, če so res tako dobri. A pa misliš, da je to užiten? Ne vem, bomo videla. Pa tudi pobrejejo. Ta 7-Eleven čist lud. Pa imaš pa tako štlele še malo za COVID teste. Tukaj na šalterju, tako kot imamo miči gumije. Ja, tak. Tole drugače zgleda kar odlično. Res tole še vsak lahko pol pojeva. Hiter obrok. Drugače je res dober. Ja? Ja, nice. To bova še jedla. Še ena bolj norih stvari, ki jih boste najdeli v Chiang Maju, pa so seveda marketi. Trenutno sva prišla do Road Marketa, ki je v bistvu nekak dnevna tržnica. Se pa leta počas zapira. Je pa v bistvu ful fajn, ker imate tik zraven tudi Night Bazaar,
kjer pa v bistvu uživi po noči. Se to imajo pa prav tako naštiman, samo sedeš se pa ješ. Ja, prav, vse imaš že na mis. Sam tam lepo na juhca, ja. Se ne vem, kaj, to sam s tem lepo malo pokrijajo in to je dobro do naslednjega dneva. Ja, valjda, lahko pa dvigneva. Se že malo pozna, da se vse zapira, ne? Ja, če se je že zaprt. Nočen se odpre čez pol ure. Ja, pa kar na nočenga. Chiang Mai slovi tudi po svojem night marketu in ko prideš sem, pač tole je res čist drug svet. Midva se pravkar odpravljava na Cabaret Show, ampak predtem sva mogla pa še nekaj pojesti. Pač res, tukaj boš dobil vse in kar mislim z vse, mislim vse od rib, tajske, kitajske, evropske, turške hrane, pa to je sam hrana. Kje je potem še vse ostalo? Sledil je Cabaret Show. Tajska kabaret predstava, v kateri pogosto nastopajo ladyboyi, je zanimiva mešanca glamurja, talenta in kulturne raznolikosti. Te predstave prikazujejo talent transspolnih izvajalcev, ki spretno združujejo tradicionalni tajski ples, sodobno glasbo in komedijo. Rezultat je živahna predstava, ki očara občinstvo s svojim edinstvenim šarmom in nespornim talentom nastopajočih. Cabaret šovov po Chiang Maju je veliko, od velikih produkcij, kjer nastopa tudi do 100 ljudi, do takšnih manjših, kjer sva bila midva. Je pa najin šov en prvih in najstarejših v Chiang Maju. Tole meni čisto super. Pa tebe čist palja. Mene ne porajta. Pač vsako se mi kar nekaj tle nastavlja in pozira. Pa svečkajo se ti pa mahajo, sem se opazila. Do mene niso taki. Niso. Ne vem, so to ženske ali moški. Jaz drugač mislim, da so pol, da eni so pač moški preoblečeni v ženske, a ja ne, joške so lahko umetne. Ojoj. Boj čez vegan. Tolo še zanimiv večer. Comme on ne vient pas d'Amérique sans avoir rien rapporté, là-bas, Gigi avait appris à danser. Can you feel the attitude? I love that.
Okay, ladies, tell me, what's your name? Alex. Okay, you can work here, okay? Okay, Alex, where you from? Slovenia. Slovenia! To prove that you are the real one, you need to sing them a song after me, okay? Just Happy birthday, Mr. President. You need to do something too, okay? 1, 2, 3, go. Happy birthday, Mr. President. Thank you so much. That's so sweet, ladies and gentlemen. Predstavo pa smo zaključili na čisto pravem karnevalu. Konč, kaj se je lihkar zgodil? Tole pa bila izkušnja, bi človek rekel. Ne? Zdaj si doživel, kako se ženske počutimo, a ne, ker nas moški obligate. Ja, Mene niso porajtali tele moški. Fantje, pa še ful malo jih je bilo noter. Fanti so ga pa nasrkali. tole je bilo zanimivo. Aha, zdaj so nama pa luč ugasnili, samo majčken. Ja, dobro, če so nama pa luč ugasnili, bomo pa slab skvad. V glavnem tale kabaret šov priporočava, no, ker je doživetje, je zanimiv. Smešni so res. Smešni so, pa stvar se tako stopnjuje. Zelo nedolžno se začne pogreb, pa skozi bolj čudne vode, kot ste pač itak videli. Pa happy hour imajo, tako da je full fajn. Ja, tako da super. Jaz mislim, da se tale Chiang Mai kar zapolnil. Chiang Mai zakon. Je pa nočno življenje Chiang Maja poznano še po eni stvari, ki jo midva na mojo veliko nesrečo niso uspela obiskati. In sicer turniri tajskega boksa oziroma Muay Thaja. Ringov je po celotnem mestu kar nekaj in turistične agencije vas bodo z veseljem odpeljale tja, seveda za denar. Če želite pa na svojo roko, morda najbolj priporočava kar tega na nočni tržnici, saj je dostopen peš. Je pa nasplošno Chiang Mai poznan po zelo kvalitetnih telovadnicah Muay Thaja, ki so izurile kar nekaj svetovnih prvakov v tem športu. In jih z lahkoto tudi obiščete in v njih opravite kakšen začetniški trening, če je to nekaj, kar bi vas zanimalo. Ok, zdaj pa takole. Mi dva mim tele babice, ki ima tale street food, hodva že 3 dni in skozi ima čist polno stojanco. In rekla sva, da zdaj morava pa končno tole probati. In v bistvu prodaja neke tajske palačinke, ampak še več kot to, ona ima Michelinovo nagrado. Ampak kar je najbolj nora stvar pri vsem temu je v bistvu ta tajska mentaliteta oziroma vzhodniška, ki je čist drugačna od zahodne. Se pravi, čeprav je bejba nagrajena z Michelinovo nagrado, je ona obdržala proces dela isti. Se pravi, ni se razširila, ni podražila cen, pa dela še vedno tako, kot je delala skozi do zdaj. Tako da praktično jeva Michelinovo nagrajeno jed za 1 evro, kar je... Če se odločite, da boste šli sem, se pripravite na kar veliko gužvo. Midva so čakale nekje 40 minut, ker se vmes urivajo še greb dostavljalci in pa tudi nasplošno je kar velika vrsta. Pa da še probamo, če res za kaj tole. Ja, sva pa se kar ne čakala, no. Aj, dober. No, neham snimat, pa grem jaz tudi jesti. A si sploh bil na Tajskem, če se nisi udeležil enega cooking classa, se pravi tečaja kuhanja tajske hrane? Seveda se vse začne s kvalitetnimi sestavinami, zato smo prišli na local market, se pravi lokalno tržnico. Tle lahko vidiš samo naše turistične skupine in pa lokalce, ko kupujejo res sveže sadje, zelenjavo, začimbe, da bomo pripravili čim boljše izdelke. Vse to pa, zakaj? Zato, da ko bova prišla nazaj, da bova lahko naredila kakšen dober tajski večer. Predvsem je fino, ker imamo s sabo tudi našega kuharja oziroma našega kuharskega učitelja. Mango steak. This one we call mango steak. Ki nam v bistvu tle na marketu zelo tudi vse razlaga, pač od vseh sestavin, zakaj se uporabljajo, kaj je recimo prav posebej značilno za Tajsko. Tako da ja, no, fino. Sem se zrihtala za vrt, evo. Tako da grem po sveže sestavine.
Holy basil is like a similar like a mint in mojito. Holy basil. This is Kaj pa je Bonč? malo umiram. Kaj pa to jokaš? It keeps on giving, a veš. It doesn't go down quickly. I think it's quite a big bite. I guess I did, yeah. I think it's good for YouTube, you know. Maybe. Yeah. Oh, fuck. It's sweet. This one, lemon curd. V prejšnjem vlogu, ko sva jedla mango sticky rice, pa je bil moder, pa sva se sprašvala, za kva hudiča je moder. Zaradi tele rožice tukaj. Tole dajo noter in v bistvu se obarva modro. Ful zanimiv. Kuharski tečaj je bil razdeljen v 2 dela. V prvem delu nam je mojster razložil nekaj osnov in smo eno jed pripravili vsi skupaj. Potem pa smo šli za kuharske postaje in je vsak naredil še po 4 jedi sam. Dark soy sauce. Dark soy sauce. This one sweet. It's sweet flavor, but we add just for coloring, just for color. When you guys add oil in, okay, spread the oil. Spread the oil like this. Spread the oil, spread the oil. If you add just garlic, your garlic is gonna burn. So with the water, the garlic is not burned. Garlic is not burnt because of water together. Don't try at home, okay? I have no eyebrow. Eyebrow gone already. ก็จะบังกล้องเลยก็จะบังก็จะเที่ยว Evo ga, prvi pataj na Tajskem, pa spring rolls. Lavar. Tole prav okusno zgleda. Bonč, tole mislim, da je najboljši pataj, kar sva ga do zdaj jedla. Sam ne vem, a zato, ker je tako dober, ali zato, ker sem se tako potila tam za štedilnikom. Lahko pa še tvoje probam. Bomo pustili, da je Cindy danes sodnik, kako dobro smo skuhali. Kaj si mi pa ti skuhal? Tole je pa tajska, mislim, chicken with Thai basil, no, tako, se pravi, piščan za tajsko baziliko. Dobar, a ne? Kako se pa to imenuje? To bi pa jaz v gostilni naročila. Ova To naročila. je pa zame meso zame. Meso zate? To moramo pa imeti za pamet. Ja, to potovanje je res krasno in ponuja ogromno, ampak morda pa vas mika kakšna druga destinacija. Potovanja so lahko enostavnejša, kot si mislite. Ponč in Sonč vam pomagava iz sanj narediti načrt, brez stresa, brez ugibanja. Od popotniškega svetovanja 1 na 1 do potovanj po meri in aranžmajev na ključ. Vi poveste državo, midva narediva celoten plan po vaših željah. Skočite na najino spletno stran in preverite, pri čem vsem vam lahko pomagava. Ponč Sonč, potuj pametneje, potuj drugače. Kot večina ekskurzij je tudi ta na voljo v 2 variantah, poldnevna in celodnevna. Midva sva si izbrala poldnevno, saj je 5-hodni meni več kot dovolj za najina želočka. Poleg tega pa sva hotela kreniti v mesto, si ogledati še nekaj stvari. Ponč pa je imel prav poseben opravek. Ja, neč, se pojmo pa še malo strič, imamo že to veliko čupo, da vidimo, kva Tajci naredijo. Ja, takole sem naredil. Ne vem, ni to pač moja frizerka, ne, ampak sem mu mogel sprijazen. Lahko mi pa napišete spodaj v komentar, če so se Tajci v redu odrezali. Pomemben del Chiang Maja predstavljajo tudi templji in v bistvu ja, če bi pač hotela vam vse predstaviti, bi lahko cel vlog posvetila sam temu. Ampak midva se odločila, da vam predstavlja samo ene 3 najlepše.
Wat Chang Man tempelj, ki ga vidite za mano, je najstarejši tempelj v mestu. Zgrajen je bil v 13. stoletju in zgradil pa ga je ustanovitelj mesta Chiang Mai. Tempelj je pomemben, ker hrani dva kipca Bude, enega v marmorju in drugega v kristalu. Zdaj, mi dva unga iz marmorja, ne vem, če sva videla najdla med vsemi temi kipi, se nama pa zdi, da sva vsaj unga iz kristala pa videla v uni vitrinci noter. Še en zelo znan tempelj je Wat Phra Singh. Sem pride tisoče in tisoče Tajcev vsako leto se pač posvetiti Budi, tako da je tudi en izmed najbolj znanih templov v Chiang Maju. V tem templju je bil pa včasih hranjen Emerald Buda, ki smo ga videli v Bangkoku v prejšnjem vlogu. Sam tempelj ima kar zanimivo zgodbo, namreč začel ga je graditi kralj Sean Muang v 14. stoletju in sicer ga je hotel zgraditi zato, da bi noter pokopal svojega očeta oziroma njegove ostanke. Ampak sam tega ni dočakal, tako da ga je v bistvu zgradila potem do konca njegova žena Zanga. Je pa pač zaradi potresa potem v kasnejših časih se porušil in to je bil tudi razlog, zakaj so Emerald Budo oziroma žadasto Budo premaknili potem v Bangkok. Imajo pa v tem templju zelo zanimiv koncept uporabe WC-ja, ki mi je istočasno všeč, po drugi strani mi pa ful ni. V glavnem, moraš dati svoje čevlje dol, kar v redu, pač bojo bolj čisti WC-ji, ampak moraš pa potem obuti te njihove sandali, ki so na tleh, ki jih pa uporablja verjetno 10.000 folka na dan, ker mi pa ful ni všeč. Prispela sva do avtobusne postaje in se od Chiang Maja poslavljava. Chiang Mai, kljub temu, da je milijonsko mesto, ima res neko karizmo, ful je vse na chill, vse na easy, tako da nama je bil neverjetno všeč in ful imate stvari za početi, tudi midva, kot rečeno, niso videla vsega, tako da priporočava ogled. Se pa najna dogodivščina seveda nadaljuje. V naslednjem vlogu se odpravljamo še bolj severno, kot je Chiang Mai, se pravi na skrajni sever Tajske. Zato ne se pozabiti naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudiš nove dogodivščine. Sva se pa v vmesnem cajtu končno uspela navaditi par tajskih besed, tako da, kakor je v najini navadi, se poslavljava v jeziku, v kateri državi sva. Tako da, do naslednjič oziroma bye Leona!